nekako risom njegovega življenja. Bernardes se je rodil leta 1900, umrl pa leta 1978. Vse, kar je pomembnejšega napisal, je nastalo nekako tja pred letom 50. In v njegovem življenju lahko najdemo 3 ključne mejnike. Bernardes je sin galicijskih staršev, ki so prišli v Argentino pred 20. stoletjem, ob koncu 19. stoletja, a je potem takoj po 20. letu dobrih 5 let živel v očetnjavi in se v bistvu takrat povezal z literati svojega časa in zanimivo tistega posebnega trenutka v španski literaturi. Takrat je šele nastajala, začele so se objavljati tiste prve zbirke, te prenove te druge zlate dobe španske poezije, katero imenujemo generacijo 27. Tako je tam Lorca, Alberti, Gigén so izdajali svoje prve zbirke v tistem trenutku. Bernardes se je pa družil z skupino Ramón Valle Inclana v Madridu. V tisti prvi dobi so tudi nastale prve 3 zbirke, ki so izrazito modernistične. Ko pa se je vrnil v Argentino leta 1925, je vstopil v verjetno ključno skupino, ki je postavila temelje samosvoji, avtonomni argentinski poeziji. Zanimivo je, da je med letom 1920 in 1926 išlo vsaj 10 pomembnejših zbirk argentinske literature, argentinske poetike. Med njimi tudi zbirka Alcántara, ta prva zbirka, v Argentini izdana zbirka Bernardesa, v kateri so opazne sledi tako zvanega ultraizma, kateremu je sledila ta skupina, v kateri je bil tudi José Luis Borges, njegov prijatelj in vsekakor mnogo drugih imen, ki verjetno niso znani širši slovenski družbi. A vsekakor je zanimivo, da je ta skupina želela pretrgati z tako zvanim modernizmom Rubena Darija in je iskala neko zgoščenost pesniškega jezika, močen poudarek na metafori, odstranitev nepotrebnih veznikov, vsega, kar bi nekako motilo pri iskanju globih podob, celo povezovanje raznih podob v sklope, svobodni vers, opustitev rime in tako dalje. Tako je Alcántara, ta prva zbirka v Buenos Airesu, žela velik uspeh, tako da je dejansko Bernardes v zelo mladih letih živel od svojega pisanja. Dobil je leta 1925 nagrado za to zbirko, državno nagrado za to zbirko, v časih, ko je bila Argentina še v tem smislu globoko evropska, ko je verjetno tudi literatura nekaj pomenila v splošnem družbenem smislu. In je tudi zanimivo, da je pač Bernardes v teku svojega življenja se dejansko živel od kulture, izdajal svoje zbirke, potem bil nekaj časa državni sekretar za kulturo, za vzgojo in po letu 1940 in v zadnji dobi svojega življenja pa se je nekako usmeril v delovanje na področju diplomacije in je tako zaključil svoje življenjsko delo. Sicer je pa sproti skozi objavljal, dejansko veliko objavljal in kot zanimivost sem pač prinesel nekatere, tam imam celo recimo prvo zbirko Cielo de Tierra, to je prva izdaja tiste zbirke, nekako sem skozi leta počasi zbiral stare zbirke v starinarnah Bernardesa, ker ga res smatram za svojega argentinskega pesnika
in bi želel, da bi vse njegovi skromnosti se tudi mene kot pesnika malo prijelo, pa boh dej še koga drugega, morda tukaj v Sloveniji. Pri Bernardesu najdemo 3 mejnike. Prvi mejnik, kot sem rekel, je ta začetek ustvarjanja, ko je v bistvu hotel biti del vseh mogočih trendov svojega časa in dejansko tudi z Alcándarom s to prvo zbirko dokazal, da zmore in da je polnopraven član te skupine Martin Fierro, Borges ga mu je čestital in vsa ta njegova skupina ga je sprejela za svojega. V letu 26 se pa odpravi v Pariz in tam preživi celo leto. Zanimivo je, da v Parizu v času, ko zelo veliko obiskuje likovne razstave, ko je na pohodu Breton, ko je na pohodu, ko je modern Picasso, Bernardesa pritegne cerkev kot estetika in civilizacija celo. In tisto, jaz bi rekel, je prvi kot preskok v njegovem delu, ko pričenja z mislijo pisanja svoje najbolj pomembne pesnitve, sicer moram priznati, ni vključenega nobenega dela te pesnitve El Buque, ladje, v izbranih pesmih, ker se nisem mogel odločiti za odlomek. Je dolga pesnitev in bi vsekakor bila vredna celotnega prevoda in izdaje kot take. Ladja, El Buque, razpravlja o procesu spreobrnenja kot takega in kako se spreobrnenje zgodi v notranjosti človeka. Nekako opisuje, naj bi bilo to avtobiografsko, sicer on ne govori o spreobrnenju kot takem, dejansko celo se je tudi v spremni besedi sem dodal odlomek, kako on o tem svojem približanju globi krščanski veri, kako on o tem piše in kako on to svoje približanje razlaga. No, in takrat je nastala ta ideja, katero je potem razvijal skozi 8 let. Dejansko je El Buque izšel leta 1938 in ves ta čas nastajal. Drugi mejnik v njegovem življenju je bil vsekakor, po vrnitvi, je bila vsekakor bolezen. Po letu 30 zboli in mora na zdravljenje v Kordovske hribe. In v Kordovskih hribih, to se pravi, to je pokrajina 700 km oddaljena od Buenos Airesa, severozahodno, v smeri severnega dela Čil. In tam se pa verjetno sooči s samim seboj, pa ne samo samim seboj, spozna svojo bodočo ženo, Lauro, kateri posveti najlepše pesmi svojega opusa. Dejansko je zaradi tega dela, zaradi svoje ljubezenske poezije